Ejo! Evo, še včeraj je bil tale avto čist podrt, vsaj kar se zunanjosti tiče, da vam se na parkolci, odbijač je kar v kombiju zadaj. Ne sprašujte me, koliko časa smo spali, zato so očala gor v oblačnem vremenu. In pa ta bolj pomembna stvar, kakor to, da smo Tomketa skupaj spacali, je E36 V8. Sorry za vnaprej, ker nismo teh zadnjih trenutkov rekordali, ker je bilo čisto preveč hektično in dejansko smo naredili čudo v teh zadnjih 24 urah. Zakaj ta nima odbijača gor? Je pa zato, ker odbijač več ne paše gor in ker se nam mudi, je odbijač v kombiju, fleksarce je v kombiju, tako da bomo to uredili, da bomo gor dobili. Pazi, jutranja rima, kam gremo? Boste videli. Prispeli smo na lokacijo, res je, nismo na Racelandu, smo na Bugatti Rimac test tracku tlele v bližini Zagreba, točno na Micovcu. Lokacija tistim, ki spremljate drift v regiji, seveda dobro znana po Croatian Drift Challenge prvenstvu, tudi Adria Drift Series se je tukaj odvijal v preteklosti, mi smo ene par showrunov tukaj naredili. Tako, zanimiva lokacija, ko omogoča razne kombinacije, layoute in mi smo danes tukaj z 3 razlogi. Pa to ni razlog, da meni zvoni telefon, tako da bo klic počakal. Razlog številka 1, po moje najbolj pomemben razlog, je to, da smo pripeljali E36 V8 potestirati. Drug razlog, zakaj nam je to tle sploh omogočen, je to, da nas je povabil Matija Podhraški, da pridemo potestirati za en show, ki nas čaka čez par tednov. In tretji razlog, da naredimo en tak easy shakedown s Tomketom pred odhodom na Bodensee, kar se mi zdi zelo dobro, glede na to, da smo šli lani čist nepripravljeni, tako rekoč, ker seveda nismo mogli biti brez treninga, brez da sem sedel v avtu v zadnje pol leta takrat in tole bo več kot dobrodošlo za neke predpriprave. Sledi najprej en kratek briefing, ker res nisem tukaj sam od drifterjev, tle sta še Uroš Brdajs in pa Urbi, da se malo posinkamo, kaj in kako bomo potrenirali za ta nastop. Imamo en briefing, kaj bomo počeli, kako bomo počeli. Tako da najprej bomo naredili en test na tem modelu, ki je čist zapacan z gumami. In potem imamo tam en malo manjši plato, bo malo bolj zaprt, kakor je tole, kjer je pa, dajmo reči, kakor tok čist asfalt in bomo probali izvesti to točko, ki bomo na dejansko kasneje eventu naredili. Ampak tamle se bo tudi snemal, zato da bomo lahko tudi dali posnetek v predogled naročniku. In nekako je zdaj ideja padla, da pa vse mogoče naredimo enega takole na blef, na suh, samo da se posinhroniziramo, ker v bistvu to, kar bomo delali, je sinhronizacija ključnega pomena, da smo vsi v bistvu v sinku, kdaj se more kdo kam prestaviti in kje more kdo kaj delati in na kakšen način, ker če bo en zaspal, bo cela zadeva propadla, tako da
velikega probavanja pa testiranja. Ampak we got this! Spet v Tomketu. Letos smo že furali, če se ne motim, januar, ko smo snemali spot za KC Fura, ampak ja, smo prišli, smo posneli une 3-4 tajke, nekaj tasga. Predvsem me pa zanima nova pozicija sedeža, koliko mi bo ustrezal, koliko bom rabil, da se bom navadil. In to je to, se veselim. Evo, imam. Rekord! Je to stari, koliko hoče? Čeprav oni rafali prej so bili, jaz bi se lahko sam na tla vlegel, pa sam to gledal, res. Sej driftanje je cool, sam. Vemo, kje je srce. Ja, končali smo practice za nek nastop, ki sledi v roku parih tednov. In moram reči, da je bilo kar triki, zato ker je tle toliko manjši prostor, kakor tisti, kar bomo dejansko imeli, in uskladiti se z Matijo na motorju, nami tremi naenkrat, full lenga dima, ja, malo sketchy, ampak smo toliko, da lahko popazimo ena drugega in smo usklajeni. Tako da ja, practice run tega zelo uspešen in se že veselim tega nastopa, ful bo dober.
A ja, o čemu se pravzaprav gre in kaj smo delali, vam ne morem čisto razkriti, ker gre, dajmo reči, za en tak surprise effect za naročnika, tako da to potem kasneje vlog iz tega dela. Bomo še nekaj posneli, še par vložkov. Luka je tudi tukaj od Monsterja, njihov official videograf, fotograf, da se bo to še v nek video zapakiral, ker imamo tudi z Matijo v planu, da probava narediti en tak skupen video za nek, dajmo reči, Monster Energy Presentation. In kaj sledi? Sledi menjava gum in sledi zdaj en tak mobile race practice, se pravi, da se nam samo v krogu vrtel, konfiguracijo odpeljati in ja, to je to. Zaenkrat sitting position very nice, ful mi je dober, avto zaenkrat BP, vse super, edin gume, ki smo jih zdaj uporabljali, grip, no, sam zato, ker smo delali cool. In ja, čakamo, da se to posname, pa burn some rubber. Edin pri ful brzine se mi zdi, da nekje zgubim grip, da me sam. Zdaj pogled kamer za ene gume.
moramo nekaj zrihtati. Ok, grem probati en Bodensee Initiation z antilegom pržganim. Evo, en uspešen dan je za nami, moram reči, sem zelo zadovoljen. Evo, Urbi, kako je avto? Avto je pa da. Avto je top. Top, svaka vam čast, lej. Svaka vam čast za avto, res. To je to. Tako mi čakam, da se še gospod Petač noter usede in naredi prve kroge, malo bo imel prelaganja. Matija, hvala ti na ovome. Hvala tebi na svemu. Baš Odličan će dan. biti dobro. Ne, bit će show bude program. Evo, predaje se Haja. I to je to. Kako ti je bio danas tebi dan, ono što smo smišljavali, probavali? Zanimljivo. Mislio sam da će biti puno lakše, ali je komplicirano i lagano. Je, komplicirano i lagano. pričali. Biti lagano sa malo začina kompliciranog. I da, ovdje malo manje prostora nego ćemo imati tamo, ali... Tako. I konačno da smo pokušavali nešto automotor. Biće zanimljivo. Da. Jedva čekam after movie. Aha. Tako da Luka, ajde brzo doma i sklapaj after movie. Thanks man again. Hvala i tebi. Yeah. Tako da ja, kar se tiče Tomketa, priprav na Bodensee, iskreno, za tole, kar smo probavali, smo kar dobro že gume načeli, plus tega, da smo bili na enih stari Yokohami, ne ova, drugače za staro z gume sem pričakoval veliko slabš, in pa na enemu malo rabljenemu setu žestinotov, ker sem jih pa tudi kar dobro prekuril, ko sva z Matijo probavala te neke uložke kaskaderske. Ta gre, Čebelica Maja, nekam gre. Probil sem pa rano odpeljati, dajmo reči tega klasičnega CDC layouta. Pol sem malo potreniral ta nek start pa initiation za Bodensee nekako po muscle memory od lanskega leta z antilegom, ampak ja, so bile že gume toliko na konc s gripom, da dejansko gripa ni. Sej. Plan je bil nek tak shakedown, spet malo dobiti feeling z avtom, malo tiste motorične zadeve, osnove nazaj pretegniti in to je to. Naredili bomo še en quick photo session, počas parkiramo v bazo. Za jutri smo se zmenili, da imamo day off, kjer je bilo tole kar hardcore in potem ne ostane samo še par dni, da se pripravimo in spakiramo za Tuning World Bodensee Drift Championship Round 1.
skoraj že spakirani za odhod. Še enkrat moram reči, da sem zelo zadovoljen s potekom dneva. Valjda si vedno želiš več in več voziti. Je tudi res, da takole je suh trening, brez nekih označenih con, klipingov si moraš pač to malo imaginirati. Najbolj sem pa vesel od tega, da smo V8 lahko potestirali. Urbijev nasmeh je povedal več kot zadost. Komi čakam še, da se petač usede noter in še on potestira, kar je prva stvar na sporedu, ko se vrne nazaj v Slovenijo. Kaj reči, tole z Matijo, še enkrat mu hvala za priložnost in povabilo sem in veselim se sodelovanja v prihodnosti, ker mislim, da imamo zelo en velik potencial narediti hude vsebine, tako ali pa drugače. Glavnem, če za počitek pred odhodom na Podnazej, ne pozabiti stisniti like, ne pozabiti stisniti kakšen komentar. Naročite se na kanal, predvsem zato, ker če še niste, se bo zdaj začel počasi končno malo več odvijati, malo več dinamike. Čaka nas pestra sezona, upam, da z čim manj neumnostmi, čim manj pokvarami, čim manj razbitimi kosi in bi rekel čim več skurjenimi gumami, čeprav več gum skurimo, več denarja skurimo, ampak to je ta show, tako da guys, till next time, see ya!